Spoštovani svojci, pokojne gospodove mame, spoštovani žalujoči, dragi bratje in sestre. Bog nam je slovo od Susmanove mame postavil v adventni čas. Advent je čas čakanja in pričakovanja. V tem času pričakujemo Gospodov prihod. Tak je prvi pomen besede advent, prihod Jezusa na božične praznike. Advent pomeni tudi Gospodov prihod ob koncu časov, njegov prihod v slavi. Pri prvem pomenu besede advent vemo za datum, to je 25. december, ko praznujemo Jezusovo rojstvo. Za datum drugega prihoda ob koncu časov nihče ne ve točno, ne ure, ne dneva. Beseda advent pa ima še tretji pomen, gre za naše osebno srečanje s Kristusom, ko bo prišel, da nas vzame v večno domovino. In ta advent se je te dni zgodil za pokojno Susmanovo Jožefo po dolgem in bogatem življenju, ki ga je podaril Gospod. In tudi za ta osebni advent nihče ne ve, ne ure, ne dneva. In zato velja klic iz Evangelija, bodite budni in molite. In v tej vrči je pokojna tudi živela. Namreč v budni pripravljenosti, da lahko Gospod nenadoma in nepričakovano potrka na vrata njenega življenja. V adventnem času radi prižigamo sveče na adventnem vencu. In goreče sveče imajo na sebi nekaj očarljivega. Njihov plamen se nenehno ziblje in spreminja svojo obliko. Svetloba tega plamena je nekaj drugega kot svetloba žarnic. Opazovanje goreče sveče, gledanje njenega plamena vpliva na človeka umirjajoče. Goreča sveča nas nagovarja brez besed, svojim toplim plamenom vabi v razmislek. In začudi nas lahko, kako dolgo lahko gori majhna sveča, koliko energije je skrito v majhnem kosu voska in koliko svetlobe, toplote oddaja majhen plamen. Cel prostor lahko razsvetli en sam plamen. Pri gorenju sveče pa se sveča počasi manjša. Na koncu, ko je sveča skoraj dogorila, je njen plamen vedno manjši in slabotnejši. Še zadnjič malo bolj močno zagori, potem pa tiho in mirno ugasne. Življenje vaše pokojne mame je na prvo adventno nedeljo ugasnilo podobno, kot je dogorela sveča. Bog je podaril dolgo življenjsko dobo, ki je trajala 96 let. Zadnji tedni so bili v znamenju ugašanja njenega življenja. Postajala iz dneva v dan bolj slabotna, dokler ne plamen njenega bivanja nedeljo zjutraj povsem ugasnil. In njena smrt je bila v prispodobi, kot bi ugasnila sveča, ki se je razdajala za druge in oddajala dan za dnem svetlobo in toplino. In tudi drugače ima njeno življenje veliko podobnosti s svečo. Kakor je v koščku sveče veliko energije, tako je tudi v naši pokojni skrito veliko življenja. In tega življenja, te energije, ni zadržala zase, temveč ga je podarjala drugim. Podarjala svojim urojevanju, svojim otrokom, svoje moči je razdajala za druge, za vnuke in tudi za druge ljudi. In da je bila pripravljena živeti za druge, ima gotovo opraviti z njeno globoko vero. Za kristjana je namreč vzor Kristus, ki se je v polnosti za nas daroval na križu in se dnevno razdaja podobi kruha in vina, da bi mi prejeli delež sadov njegove smrti, da bi tudi mi po smrti vstali v življenje. Njegovo ime smo bili krščeni. Kristus je prižgal pri svetem krstu okoli svojo luč in ona je luč vere svoje življenje skrbno varovala, da ji ta luč ni ugasnila. In njeno življenje nas spominja tudi na Jezusovo priliko o pametnih ženskah, ki so bile pozno v noč in čakale ženina. In
In ker je vse svoje življenje usmerjala v Kristusu in se zavedala, da mora biti človek pripravljen na njegov prihod, danes upamo, da je Gospod jo našel pripravljeno in je bo povabljena na nebeško gostijo. Vsaka cerkev, vsaka maša je prispodoba za nebeški Jeruzalem, naproti kateremu vsi romamo. Današnje verilo nam pravi, da v nebeškem Jeruzalemu ne bo nobene noči. Tam nista potrebni ne luč, ne sončna svetloba, kajti Bog bo tista svetloba in luč. V očeh vernega človeka je njena življenjska luč samo navidezno ugasnila, v resnici svetila prej v večnosti pri Bogu. In pokojna, ki nas zre iz večnosti, nas v tem trenutku združuje tudi v molitvi. Zato molimo zanjo, da je Gospod pridruži svojim svetim. Četudi so naša srca polna bolečine in žalosti, se Bogu zahvalimo za vse dobro, s katerim je obdaril pokojno Jožefo. In vzklikajmo: hvala ti, Gospod. Hvala ti, Gospod. Za vsa leta, ki jih je pokojna preživela med nami. Hvala ti, Gospod. Za sveti krst, s katerim si pokojno sprejel za svojega otroka. Hvala ti, Gospod. Za njeno ljubezen in skrb, ki jo je izkazovala svoji družini in vsem, ki so jo poznali. Hvala ti, Gospod. Za njeno potrpežljivost in vdanost v Božjo voljo ob prenašanju trpljenja. Hvala ti, Gospod. Nebeški Oče, pri krstu je postalo telo naše sestre tempelj Svetega Duha. Čeprav je podvrženo smrti, naj na njem počiva tvoj blagoslov, da bo nekoč podobno poveličenemu telesu tvojega Sina, ki s teboj živi in kralju je vekomaj. Amen.